A poznate ta zgodba o Monkey Manager? Ko sem brala ta knjigo, sem tako zasmejala, kot ta voditelj, ki je bil kot pravi voditelj za svoje sodelavce in vedno pri vsem njih podpiral, pomagal. Pride k njemu sodelavec, njegov podrejeni, in govori: oj, pa imam tam težavo, ne vem, kako jo rešiti. In ta voditelj pravi: ja, pa bom ti jaz pomagal. V redu, in tak njih se nabere tudi teh sodelavcev, potem pa ta voditelj nima več časa, ni za svojo družino, zvečer pozno gre domov, zjutraj zgodaj pride v službo in vedno ima veliko dela in ne more se soočiti s svojimi nalogami, ker jih je veliko, se je nabralo, on pa je vse reševal za vse ostale. In potem on pride enkrat v soboto delati, ker ima veliko stvari za delati. Cel teden on je reševal probleme svojih podrejenih, zdaj pa mora reševati svoje probleme, svoje naloge, ki jih je imel, in ni imel časa jih opraviti. In gleda v okno in vidi, da njegovi podrejeni igrajo golf. Golf. Torej on cel teden njim je pomagal, tekom celega tedna, nekaj reševal njihove probleme, zdaj pa v soboto je prišel delati svoje delo, zaradi česa je plačan, a oni pa igrajo v golf. In on takrat je ugotovil, da nekaj je narobe. Veliko od nas, od podjetnikov, nikoli ne pride do tega razumevanja, da res nekaj gre narobe, moram se naučiti nekem delegiranju, ampak kako pa moram to narediti? Drugače, letos bom imela obletnico podjetništva, 23 let podjetniške izkušnje, in to je uradno, ni uradno še več. In ja, po izobrazbi sem psihologinja, ampak to samo zaradi tega, da imam rada ta znanost in vlagam v izobraževanje, zaradi tega, da meni je to všeč, po duši mi je, razumem, kako je to pomembno za ljudi, ampak se ukvarjam z organizacijo različnih dogodkov za podjetja, izobraževalnih dogodkov, in ta poklic mi pomaga in razumeti več izvedeti o tem, kaj je res potrebno za podjetje, za izobraževanje. In danes bi želela vam predstaviti doktorico Danijelo Brečko. Ja, verjetno poznate SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja pa razvoj talentov. Zadnjič, ko sem gledala knjige od moje prejšnje knjigarne, vidim eno knjigo o izobraževanju. In tako, to me vse pritegne, začnem brati in vidim, da avtorica Danijela Brečko, ki jo poznam, in razumem, da to je bilo precej let nazaj, ampak že takrat si pisala knjige, pa ti si znana znanstvenica. Lahko vprašam, s česa pa si začela in mogoče o čem si sanjala v otroštvu? Verjetno v otroštvu nisi sanjala o coachingu, ker take besede še nismo takrat uporabljali. Kako pa je to bilo? Ja, coachinga takrat res še niti izraz obstajal, ne. Drugače pa, odkar se spomnim pravzaprav, ne, že z ranega otroštva sem veliko raziskovala, ne, svet okrog sebe. In na ta način nekako sem tudi na marsikakšen izziv naletela. Imela sem to srečo, da v bistvu so me starši podpirali, niso me vsaj omejevali, no, tako bom rekla. In da sem se marsikakšen izziv lahko tudi privoščila, preizkušala. V 4. razredu so mi objavili prvo zgodbo, znanstveno fantastično zgodbo v reviji Zabavnik, takrat je bila zelo v bistvu popularna med mladostniki. In tako, na tak način v bistvu tudi sodelovanje v osnovni šoli v različnih, že takrat raziskovalnih projektih, recimo spomnim se enega prav naslova, ki sem dobila res lepo nagrado, takrat bila sem v bistvu v 7. razredu in sem delala možnosti turističnega razvoja v Slivniškem jezeru, ne. In že takrat smo raziskovali tako nazaj, kaj se je tam dogajalo, kaj bi lahko izpostavili, kaj je posebnost tega jezera in tako naprej. Tako da ves čas nekako me je pritegnilo tako raziskovanje, nečesa, kar še nisem poznala, in to je bil moj način učenja pravzaprav, ne. Da tisto, kar ne vem, ne razumem, raziščem. Drugače raziskovalno področje, na kak način to pa gre? To pa arhivi ali samo zgodbe od ljudi, če smem vprašati? V bistvu v raziskovanju, seveda v družboslovnem raziskovanju, ker sem jaz prisotna, uporabljamo različne metode, od manj zahtevnih do bolj zahtevnih, oziroma bom rekla od kvantitativnih do kvalitativnih, ne. In v bistvu meni so zelo všeč kvalitativne raziskave, to pomeni, da recimo delam polstrukturirane intervjuje, ker tako nekako dobim širino oziroma več izvem, kot pa sicer se s pomočjo nekih statističnih metod, vendarle pa so tudi te potrebne, ne, v mojem raziskovanju,
ker če pa hočem v bistvu, kakšno stvar res preveriti, drži ali je samo stereotip, potem pa pridejo upoštevati te statistične metode, recimo kakšen anketni vprašalnik, na čim širšo bazo in potem seveda obdelamo v skladu z metodami znanstvenega raziskovanja, tako da vidimo, kje smo. Če govorimo o našem področju, na enem področju sodelovanja, sem imela možnost sodelovati s teboj kot tvoja podrejena. Znaš na tak miren in dober način do sodelavca usmeriti, pa povedati, kako lahko še drugače, torej na tak občutek vedno, da nisem samo z vodjo, ampak da sem s coachem. Kako si do tega prišla? Ja, predvsem z izkušnjami. Jaz sem v bistvu vodila podjetje z 42 zaposlenimi, v bistvu 10 oziroma 12 let. In tukaj dejansko raznoliki ljudje, vsak potrebuje pač mogoče kakšno drugo metodo. Predvsem pa nekako se je treba zavedati, da vloga menedžerja, vodja je pač, da nekako spodbuja in pa povečuje učinkovitost, produktivnost ljudi, če smemo tako reči. To je njegov glavni cilj, ampak ljudje so pa različni in potrebujejo različne pristope, da to dosežejo. Ja? Recimo pri vlogi menedžerja lahko izpostavim vsaj v bistvu 5 takšnih vlog. Eno je res menedžera, ki skrbi za protokole, procese, procedure in tako naprej. Tudi to mora biti, nek določen red mora biti. Potem je vodja, ki navdihuje, ki pač v bistvu predvsem ves čas mora ljudem predstavljati, kaj je vizija, v bistvu njegovega oddelka, podjetja, kakorkoli že. Potem v bistvu zelo popularna oziroma zelo potrebna danes so pa predvsem tudi vloga mentorja, se pravi menedžer v vlogi mentorja. Zdaj mentor kaj dela? Mentor pravzaprav daje tudi nasvete, daje tudi v bistvu pokaže, kako se kaj naredi, tako da je to. Potem je seveda v vlogi coacha. V vlogi coacha vemo, kaj je, da dejansko ne daje nasvetov, ampak dejansko spodbuja, da človek najde svoje notranje moči in si sam mogoče odgovori na vprašanje ali pa najde odgovor, kako bo rešil določen problem, s tem, da ga seveda spodbuja, usmerja. Potem je še tudi v bistvu, bom rekla, vloga trenerja, tudi to mora v bistvu menedžer včasih upraviti. To gre pa v bistvu dobesedno za trening. Recimo, kakšen nov sistem se vzpostavi v organizaciji in ga dejansko pove, kako in kaj se bo s tem sistemom sedaj ljudje lahko pomagajo. In podobne stvari. Tako da v bistvu najmanj teh, bom rekla, 5 vlog ima v bistvu menedžer. In zdaj po moje, v zadnjem času opažam, da v bistvu ljudje rajše delajo za tistega menedžerja, ki je tudi v vlogi ali pa pretežno v vlogi coacha. Vsakdo želi v bistvu rasti pri delu, vsakdo želi se kaj novega naučiti in če mu lahko coach oziroma vodja pri tem pomaga, je to v bistvu res eno veliko zadovoljstvo na obeh straneh. Tako da na ta način in vidim, da coaching deluje tudi dolgoročno, se pravi, da gre bolj za trajnostni razvoj ljudi, če uporabimo coaching pristop. Ker s tem, ko v bistvu najde posameznik sam odgovor v sebi, dejansko v bistvu potem sprejme tudi nekako lastništvo nad tem, oziroma bomo rekli, sprejme tudi odgovornost, da bo to naredil. Tako da se mi zdi to res tako učinkovit pristop. Je pa res, da vzame mogoče malo več časa in zato ga menedžerji včasih tako ne radi uporabljajo, ker pravi, nimamo časa. Kot raje nekaj avtoritarnega. Ja, ampak mislim, da v ozadju tega ni, da nimajo časa ali pa kakšni drugi izgovori, koliko imamo mailov, pa koliko tega, pa koliko sestankov. Pa v bistvu, da vse skupaj gre v eno samo, v bistvu odgovor, predvsem to, da enostavno ne znajo izvajati coaching. Imamo zelo zanimive programe za razvoj podjetij. Ravnanje s konflikti. Če smo samo tako sedimo in pogovarjamo, vsi smo tako inteligentni, pa pošteni, pa vse je v redu. Kdaj pa se zgodi, da sploh pride do kakega konflikta, da nismo več tako inteligentni in včasih tudi mogoče arogantni in bolj egoistični? Kako misliš, zakaj to sploh se zgodi tako? Ja, v bistvu do konflikta ponavadi, prvič, da to povem, kdaj sploh govorimo o konfliktu. Do konflikta ponavadi pride med povezanimi ljudmi. Se pravi, z nekom, recimo, če nekoga v trgovini srečate, pa kakšno čudno besedo reče, pa vi nazaj, to še ni konflikt, ker niste čisto nič odvisni od njega, pa niti on od vas. Tako da prvič je to, definicija konflikta med povezanimi ljudmi, ki med sabo sodelujejo, recimo na delovnem mestu je veliko takih situacij, v družinskem okolju in tako naprej.
In logično je, konflikti so in bodo od nekdaj, ne? Zato ker je v bistvu na nek način gre za drugačne potrebe ljudi, drugačne interese ljudi, ne? Drugačno razumevanje, drugačne percepcije in zaradi tega ponavadi pride do konfliktov. Jaz najprej na konflikt gledam kot na priložnost za izboljšanje, bilo česa, izboljšanje kakovosti dela, izboljšanje odnosov zlasti in tako naprej. Vendarle pa je tukaj potrebno, da pravilno znamo z njim ravnati. Ja. Zdaj, jaz bom mogoče Slovence malo bolj poznam, ali bolj kot jaz, sigurno. Tako da dejansko smo zelo stereotipno vzgojeni, da je konflikt nekaj slabega, da konflikt se ne sme zgoditi. In potem, ker smo tako vzgojeni, se mu izogibamo, ja? In zbežimo iz konflikta. Ja? Ampak to je pravzaprav vsa bolečina, ki jo imamo tukaj. V bistvu, če mi zbežimo iz konflikta, ne pomeni, da je konflikt rešen. Konflikt tli, nekje na neki drugi, nezavedni ravni. In taki konflikti so najbolj nevarni, zato ker potem povzročajo zamere, povzročajo v bistvu to, da nekoga več ne maramo, z njim kavo več, ne počutim se dobro ob njemu in tako naprej. Tako da to je treba najprej konflikt prepoznati in potem ga čim prej nasloviti, tako ali drugače rešiti, z njim opraviti, tako rekoč. In v bistvu, se pravi, imamo ponovadi, govorimo o konfliktih, da imamo 5 nekih stilov reševanja konfliktov, ki se jih pa naučimo že zelo zgodaj v življenju. Prvo lekcijo verjetno dobimo še kot otrok. Kričimo pa nekaj dobimo, recimo. Potem to naš stil. Bomo pa kričali, da bomo dobili tisto, kar želimo. Eni jokajo, pa dobijo to, kar želijo. V bistvu fino pa je, da v bistvu nas že v zgodnjem otroštvu, da imamo to priložnost, da ne da skrivajo pred nami konflikte, da povejo, konflikti so in bodo, ampak da nas naučijo tudi ravnati z njimi. In fino je, da znamo, v bistvu pride do te strategije, jaz zmagam, ti zmagaš. Win-win. Tako, win-win. Vendarle ne pa to v bistvu za zrele ljudi, tako bomo rekli. In ta v bistvu poseganje po tem stilu je pogojeno z možnostjo učenja, kako hitro se človek uči. Še prepogosto tudi za moj okus sklepamo kompromise, to je razlika, kompromis je začasna prekinitev ognja, tako rekoč, to pomeni. In potem se kasneje vračamo in skušamo najti rešitev, ki bo za obe strani dobra, ampak to ni kompromis. Se pravi, obe strani morate v tem dobiti neko korist. In velikokrat do tega res pride, zato ker vzrok, glavni vzrok za konflikte niso različni cilji, ampak so različne percepcije situacije. Torej vidik. Vidik, se pravi percepcija, jaz vidim situacijo tako, jaz vidim tako. Tako da, in ko se več pogovarjamo o tem skupnih ciljih, potem zlahka tudi lahko rešimo konflikt. Tako da je pa to zelo zanimivo, ker v bistvu, a veste, zakoni propadajo zaradi nerešenih konfliktov. Podjetja zmanjšujejo učinkovitost, celo lahko propadajo. In v bistvu v poslovni literaturi imamo za to izraz v bistvu konfliktni dolg. Kaj je konfliktni dolg? Konfliktni dolg je pravzaprav vsota vseh nerešenih problemov, ki bi jih konflikt naplavil, če ne bi z njega zbežali in bi zahtevali reševanje. In dlje ko bežimo, bolj poglabljamo ta konfliktni dolg. Konflikt se mora razrešiti, tako ali drugače. In na osebni ravni pa to še zlasti pomembno, zato ker če v bistvu mi z nekim nerazrešenim konfliktom hodimo po svetu, to zelo vpliva na naše psihično zdravje. In lahko marsikaj povzroči in potem brskamo, kaj je narobe, pa niti ne vemo. In pa smo res že zreli lahko celo za psihoterapevta, če tega ne odkrijemo pravočasno. Tako da mislim, da je usposabljanje na tem področju nujno potrebno, zlasti v kulturah, ker je to izogibanje konfliktom nekako že kar v genih ljudi. Tako da prej, ko ga rešimo, bolje se bomo mi počutili in vsi okrog nas. Vsi programi, dejansko, ki jih izvajamo, temeljijo na teoriji le toliko za razumevanje prakse, potem pa dejansko gremo v simulacije, v bistvu raznih konfliktnih situacij, postavljamo posameznika in kako bi ga sedaj reševal. Na ta način delamo. Tudi v tem programu je še ta značilnost, da v bistvu pomagamo posamezniku tudi prepoznati, kakšen je njegov prevladujoč stil ravnanja s konflikti. Tukaj uporabljamo v bistvu določen preizkušen vprašalnik, ker posameznik potem dobi tudi povratno informacijo, da vidi, kje je. To ne pomeni seveda, da zdaj ne more od drugega iti, pa da vidi, kje mora še kaj narediti, zato da bo mogoče lažje prišel do te win-win strategije oziroma stila reševanja. Tukaj pa imamo še nataknite si energijska očala. Zdaj tema energije je zelo popularna.
Kako misliš, da kaj tako je prišlo do tega, da prej smo se učili samo pogovorov, kako bi prodali več, zdaj pa več pogovarjamo o energiji? V bistvu ljudje smo res v končni fazi energijska bitja, ne? Ja. Ampak ne mislim to nič preveč ezoteričnega, no, tako da dejansko, ne, v bistvu zjutraj se zbudimo s tako ali pa drugačno energijo, ne, že to nas v bistvu nam določi dan, kakšen bo. In brez energije tudi ne moremo pravzaprav nič početi, oziroma ne, se verjetno tudi v službo ne bi spravili. Tako da iz tega vidika sem potem začela v bistvu tudi sama raziskovati v bistvu energijo, predvsem ljudi, ne. Predvsem je tudi vezana seveda ni samo na naracijo, predvsem tudi ne, seveda na naša čustva in tako naprej. In sem začela odkrivati zanimive stvari. In sicer predvsem me je zanimalo, no, kako lahko človek v bistvu obdrži, a ne, najboljšo svojo energijo, ne, v končni fazi, kako jo lahko vzdržuje. In dejstvo je, energija je flow, ne, se pravi kroži, ne. Energija nikoli zares ne izgine, to je treba nekako vedeti. In v bistvu se pa spreminja svojo obliko, ne. In tako rekoč, tako da, ampak drugače energija, ne, dokler smo živi, imamo neko energijo. Zdaj pri človeku, ne, v bistvu je pomembno, da je obnavlja, ne, ker v 24 urah nekaj porabi, ne, od tega mora znati tudi obnoviti. Jaz delam v bistvu na 4 ravneh, ne, kar mogoče pozabimo. Vsi vemo, da pač moramo skrbeti za fizično telo, to je več ali manj že jasno. Tudi v zadnjem času zelo veliko dajemo, ne, na to plat, ampak v končni fazi je pomembno, zato ker v bistvu telo je kot neke vrste ladja, s katero plujemo po življenju, ne. In če ima ta ladja preveč lukenj, če bom rekla nevzdrževana, ne, potem bo verjetno bolj razburkano, ne, naše potovanje. No, ampak po drugi strani ni dovolj, da skrbimo samo za telo, ne. Zdaj pri telesu vemo, da imamo več od gibanja do prehrane, do predvsem počitka tudi, no, to bi mogoče posebej pomenila, da v bistvu na delovnem mestu premalo včasih tudi počivamo, ne, to ne pomeni, da bomo vse zaspali, ne, in tako naprej. Ampak zelo zanimivo je, Japonci, ne, ki so zelo delovni ljudje in tudi zelo storilnostno naravnani, oni recimo so uvedli dremež, ne, to je napping, ne, dremež v bistvu delovno okolje, ne, in imajo v bistvu ljudje do 10 minut časa na dan, da v bistvu opravijo ta dremež, ne. Zakaj? Z enim razlogom, ker so ugotovili, da so potem ljudje zopet v bistvu bolj produktivni in da znajo tudi bolj inovativno razmišljati, ja. Tako da, ampak okej, to je eno, ne. En vir je sigurno naše telo, treba je skrbeti za naše telo, ne. Ampak to ni edini vir, treba je skrbeti tudi za v bistvu naša čustva. Jaz temu rečem higieno čustev. Ja, da vemo, kako se sploh počutimo, ne, in če vemo, ne, če smo v bistvu zavestno se kdaj vprašamo, kako se počutimo, potem bomo verjetno prej našli odgovor, zakaj se tako počutimo, kot se počutimo. In to nekako uravnavata, ne, potem, ne, tako da mi pa drvimo skozi življenje in se sploh ne vprašamo, ne, kdaj, kako se počutimo in zakaj tako čutimo, ne, in tako dalje, ne. Ampak čustva so vsa, seveda, jaz jih ne delim, a veste, na pozitivna pa negativna. Vsa so potrebna, ne. Zakaj pa nam negativna čustva? Mislim, to te negativne, ki jih nasplošno. Ker jih ljudje nasplošno rečejo, jezo recimo rečejo, da je negativna, pa ni res, jeza nas tudi na nekaj opozarja, je res, ne. Tako da žalost, da je negativna. V končni fazi ljudje včasih tudi moramo biti žalostni, da kaj predelamo, ne, v koncu, ne. Tako da so taka in drugačna čustva, mogoče jaz rečem udobna, manj udobna, ne. Ampak ja, če vemo, ne, v bistvu, kaj moramo takrat narediti, oziroma bom rekla, da kaj nas to opozarja, kaj moramo predelati, recimo, ne, je to v bistvu tudi higiena, ne, čustev. Potem dejansko v bistvu še tudi to ni dovolj, ne. Potem je treba v bistvu skrbeti tudi za naše možgančke, ne, tako rekoč, to je osredotočenost in pa fokus, ne. Tako da in tudi tukaj lahko marsikaj naredimo, ja. Se pravi, z našo, bom rekla, mentalno, ne, kondicijo in na koncu tudi za našo, bom rekla, eni pač jo imenuje duhovno, jaz lahko rečem tudi psihično kondicijo, saj gre za eno in isto, ne. Ker gre pa predvsem za to, da mi se malo vprašamo, kakšne so naše trenutne vrednote, ja, in če še živimo, ne, po načelih naših vrednot, ali se že v bistvu kam drugam odneslo, ne. Tako bomo mi vzdrževali prav nivo energije. Če bomo samo za telo skrbeli, ni dovolj, ne, nas lahko včasih začne tudi potem kaj drugega skrbeti v ozadju, ne, tako da na vse 4 ravni dajmo malo fokusa, pa dela tudi, na vseh 4 ravnih lahko mi pravzaprav delamo določene vaje, ne. Ali pa določene samorefleksije, določene samospraševanja, tako da v bistvu potem nekako pridemo, ne, do te naše kondicije. No, in to je treba kar ves čas početi, ne. Če prav razumem, ti vedno predavaš, učiš ljudje. In hvala Bogu, da obstajajo take učiteljice, kot si ti, trenerji. Mogoče spomniš na svojo prvo izkušnjo,
Ja, v bistvu sem že rekla, no, dejansko sem celo življenje tako imela željo, ne, po javnem nastopanju, takem in drugačnem, od začetnih, ne, v bistvu sanj, kako bom postala filmska igralka, ne, že to. In potem moja prvi pravzaprav taka izkušnja z javnim nastopom, kar tudi vsak učni nastop je, dejansko je bilo to, da sem ustanovila svojo gledališko skupino, svoj igralni krog. In to je bil najlepši tak, zelo lep izziv, ne. In tam smo se dejansko naučili marsikaj, ne, tudi včasih malo improvizirati, ne, tudi v izobraževanju treba improvizirati, ampak kakorkoli, kasneje, no, pa smo šli pa seveda iz igralskih vod bolj v učne vode, sem pa v bistvu predvsem imela izkušnjo, prvo tako izkušnjo na fakulteti, ker nastopaš pred svojimi, ne, kolegi, pa to je res, kar treba je bila takrat res velika, in pa sem se v bistvu opazovala svoj nastop, ker smo se takrat že snemali, in sem videla, da imam čisto bele členke, ne, da se tako držim, ne, v bistvu mize, ne. Ampak tega se jaz sploh nisem zavedala takrat, ne. In mi je ta posnetek potem pomagal pač, ne, odpraviti napake, še kaj tole, pa res ne bo tako izgledati, ne. In sem potem tudi načrtno delala na tem. No, ampak potem, veste, vsak učni nastop je potem lažje, ampak zelo hitro sem ugotovila, da v bistvu predvsem, jaz delam z odraslimi več ali manj, da v bistvu so odrasli zelo radi v bistvu sodelujejo, zelo radi, ne. Nihče rad ne posluša, ne, tako rekoč, in da radi sodelujejo, tako da sem v bistvu, moja vloga kot učitelja, trenerja je bolj moderator na nek način, ne, da jih usmerjam, da jih pač v bistvu seveda pokažem, ne, in tako naprej povem, kar ne bi bilo, ampak dejansko v bistvu ljudje najbolj uživajo in se tudi največ naučijo, kadar prakticirajo določene stvari. Torej res delavnica. Tako, res delavnica, ja. Nisem prva, kdo ti govori o tvoji energiji. In ko sem te prvič videla, tvoje oči, take polne energije, sonca, življenja, vitalnosti. Kako ti uspeva pri takem življenju v mestu? Ja, hvala. V bistvu nekako to, kar predavam, tudi živim, no, tako rekoč. V bistvu predvsem pazim, no, na tudi svojo telesno kondicijo. Lahko tudi povem, no, da dejansko delam tibetanske vaje, no, recimo, ki jih priporoča tudi Gospodarska zbornica Slovenije. A res? To je prvo to, in to mi je zdaj postal že tak obred, da res pogrešam, če slučajno ne bi mogla tega narediti. Praktično lahko pa se posod to delate, ne, kjerkoli ste. Po drugi strani tudi, v bistvu jaz sem kot otrok, no, sem se predvsem športom ukvarjala, tudi v bistvu sem igrala v ligi, ne, košarko, pa rokomet. Vedno si bila aktivna. Ja, potem celo, ne, ko sem šla iz te lige ven, sem potem še namizni tenis igrala in mi je potem pač prišel poslovni svet in sem hitro ugotovila, da mi manjka gibanja, ne. In sem potem nekako v svoj urnik tako ali drugače, ne, v bistvu to gibanje kar dodala. In ja, ne, imam še danes te hobije, tudi v bistvu dejansko. Mislim, da mi to zelo pomaga, jaz sem pač tak človek, ko se moram gibati, in tudi mislim, da večina ljudi, ker se pozabi gibati, ljudje smo pa narejeni za gibanje, ne. Tako da potem tudi zdaj v zadnjem času, ne, tudi planinarim, pa ne, v bistvu plezam celo, ne, potapljam, skratka vse možne športe, ne. Po drugi strani, no, pa v bistvu ni samo gibanja, ne. Jaz dejansko v bistvu nekaj zelo rada raziskujem, kot sem že rekla, se učim hkrati, in če tega nekaj časa ne počnem, nekaj začnem pogrešati, se pravi, skušam, ne, kako je že kar v meni, da za to mentalno kondicijo skrbim, ker se začnem počutiti slabo, če dolgo nič ne preberem novega, recimo, ne. Potem pa v bistvu isto tudi za čustva, ne. Vsake toliko se ustavim, se vprašam, kaj pa, ne, meni je treba, ne, še, ne, a je to, odkot ta jeza zdaj prihaja, recimo se vprašam, ne, in skušam, ali pa, ne vem, karkoli že čutim, ne, odkot to prihaja, in skušam to razdelati, ne, in potem te neke notranje konflikte, ne, razrešujem tudi sproti, trudim se, in to kar pomaga, ne, pri tem, ne, se počutim zjutraj, ne, res sveže, lahko, ne, zbujeno, tako naprej. In isto z vrednotami, ne, vrednote se s časoma spreminjajo, ne, pri človeku, ne, v bistvu vrednote so tisto, kar ti je ta hip bolj pomembno, ne, in spreminjajo se zaradi življenjskih situacij, pa tudi včasih kakšne ne moreš več, ne, zadovoljevati, se pač situacija toliko spremeni, in takrat pač, ne, se znova vprašam, kaj pa je zdaj pomembno v tej situaciji, ne, kdaj se bom dobro počutila, ne, v tem smislu. Tako da
te samorefleksije pri ljudeh mogoče malo premalo, ne? In ta samorefleksija potem nam res omogoča, da smo vedno vitalni, no, v vseh ozirih, a ne. Razvoj in vseživljenjsko načrtovanje kariere. Ko sem videla ta naslov, sem mislila, a si lahko pri 17 recimo letih že načrtuješ kar do penzije svojo kariero, ali nisem prav razumela? Ja, to danes ni mogoče, ne več, ker v bistvu delo, ki ga bomo mogoče čez 20 let delali, ne, danes sploh še ne obstaja, tako da je nemogoče to načrtovati tako na ta način. Vendar pa obstajajo, ne, določene tehnike, kako pa res lahko v bistvu v vsakem življenjskem obdobju nekako, ne, se pametno odločimo. Predvsem, no, v bistvu prva misel ali pa prvi nek apel, no, ki ga v bistvu res poudarjam, je, da kariero gradimo na prednostih. Ja, tistih, ne, ki misli, da zdaj bom šel pa v to, ne, v bistvu industrijo, zato ker je dobro plačajo, ne, in tako naprej, nima pa nikakršnega talenta, zato bo nesrečen, ne. Tudi uspešen ne bo, če je nesrečen, ne. Tako da v bistvu prvo pravilo je, da spoznamo samega sebe in svoje prednosti. Ja. Zdaj, a veste, v bistvu, kako spoznamo svoje prednosti, ne? Prednosti spoznamo tako, da tisto, kar radi počnemo, ja, tisto zagotovo tudi prakticiramo, je tako, in tistem postanemo dobri, ne. S prednostmi se nihče ne rodi, ne, tako rekoč, mogoče imamo malo talenta, ne, vendar talent je tudi, ne, hitro pokvarljivo blago, če ga ne odkrijemo, zamre, a ne, ampak vendarle, ne, v bistvu ni ekonomsko učinkovito, ne. Tudi v bistvu, recimo, ne, kadrovske delavce učim, da ne, v bistvu karierne poti in kariero, ne, pomagajo usmerjati sodelavcem tako, da gradijo na prednosti. Zakaj ni ekonomsko učinkovito, ne? Preden bomo mi slabosti odpravili, ne, bomo hkrati tudi prednosti na nek način, ne, v bistvu jih ne bo mogel živeti človek, ne, in dvojna zguba, ne, tako rekoč, ne. Skušamo se usmeriti tja, ne, ker smo dobri, ne, pa ker nam gre dobro, ja, pa ker tudi malo uživamo, ne, tako rekoč. Zdaj, tisto je dobra kariera, ker malo uživamo, da se skozi samo trudimo, mučimo, to ne bo dobro, ne, vsekakor, ne. Tako da to je prva stvar. Potem seveda je treba biti realen, ne, in pogledati tudi, kakšne so v bistvu možnosti okrog nas, ne. Tudi samega sebe poznati toliko dobro, da vemo, v bistvu smo se pripravljeni seliti tudi na nekaj daljšo lokacijo, da najdemo svojo sanjsko službo oziroma sanjsko kariero. Ja. Tako da potem pa seveda malo pretehtati, ne, te opcije, svoje prednosti, ne, svoje v bistvu vrednosti, če smem tako reči, in pa seveda z možnostmi, ki trenutno so na trgu, pa majčkeno tudi preučiti prihodnje poklice, ne, da zdaj se zelo hitro spreminjajo poklici, ne. Veste, v bistvu, da v teh poklicih, kot se pravi otroki danes hodijo v osnovno šolo, ne, v bistvu bo verjetno opravljal poklic, ki ga sploh še ne pozna, ne, ki ga danes sploh še ni, ne, tako rekoč. In tudi, ker obstaja tudi umetna inteligenca zdaj. Ja, ne, v bistvu sploh ne vemo, kam gremo. Sploh ne vemo, kam gremo, no, ampak jaz bi rekla tako, no, da v bistvu v izobraževalnem smislu je dobro staviti na res dobro temeljno izobrazbo, neko širino, da se potem lažje prilagodimo temu, kar pač bo, ne. Ker čim več vsega poznaš. Ja, da se lažje prilagodiš, pa da znaš tudi seveda kritično, ne, razmisliti, kaj bi bilo sedaj zate najbolje, ne. Tako da zdaj kariero tudi v bistvu načrtujemo vzdolž svoje krivulje, recimo energijske krivulje, ne. V življenju porabljamo energijo za marsikaj, ne, se pravi za družino zagotovo, ne, zlasti če imamo majhne otroke, ne, gre veliko energije za to, potem tudi za mogoče starše, za katere skrbimo, ne, rekla, je treba poznati ta naš družinski cikel, ne, v bistvu porabnike energije znotraj tega, potem tudi poklicni, ne, v bistvu, kje smo zdaj na neki lestvici, koliko smo stari, ne, koliko smo še, ne, v bistvu zanimivi na trgu dela, tudi to je realnost, ne, in pa hkrati seveda tudi na čisto svoj biosocialni cikel, se pravi v smislu, ja, v katerem življenjskem obdobju smo, ne, ali smo zdaj v zrelem, ali smo v bistvu, ne, recimo v teh Kristusovih letih, ko radi rečemo, ne, tako da vse je pomembno, zato ker človek se premika skozi tako imenovane življenjske krize, ki niso nič nenavadnega, ne, v bistvu, ampak dejansko v bistvu je razrešitev ene krize pogoj, da se pomakne naprej, ne. Vsi gremo skozi te krize, ne, recimo prva kriza je adolescenca, ne, to je pravzaprav kriza, ne, iz katere izidemo tako ali drugače, ne, nekaj takrat zori, nekaj, ne, tako naprej. In potem druga kriza je kriza srednjih let, jo vsi poznamo, ne, kriza staranja, skratka, ne. In v bistvu, če te, ne, krize uspešno rešimo, šele potem lahko gremo naprej, ne, če ne pa se vrtimo pač na tistem mestu, ne. Tako da na ta način, no, je pomembno, da te stvari vemo in da se znamo potem prav
odločati. Ja. Mhm. Tudi vedno več je pravzaprav samostojnih poklicev in to, kar je meni zelo všeč, je, da v bistvu danes imamo pa res priložnosti sami ustvariti poklic. Če imamo še internet. Tako, sami ustvariti poklic, celo poklicni naziv, izumljamo pravzaprav sami lahko svoj poklic in tega včasih res ni bilo na voljo. Tako da živimo predvsem vznemirljivem svetu. Ja, zato, ker v bistvu kadroviki oziroma tudi vodja, v bistvu nekako bi želeli vedeti, kje bo človek uspešen, na kakšnih delovnih mestih. Znotraj tega imamo tudi orodje karierno sidro, ker se ljudje preizkusijo, kje bi najbolje recimo uspevali. Po drugi strani pa v bistvu je za organizacijo to pomembno, da naredi karierne poti. Zakaj so karierne poti pomembne? Zato, ker recimo, si predstavljate nekoga, ki pride mlad recimo, na delovno mesto, njega zanima, kot bo lahko napredoval in kaj mora za to narediti. In na to mora imeti v bistvu delodajalec odgovor. Ne samo to, da zdaj te potrebujemo tukaj v bistvu 2 meseca, potem pa ne vem, kaj je s tabo. Ali pa tudi jaz, posameznik ne ve, kaj, kako lahko napreduje. V človeku je lastno, vsi želimo nekako napredovati. Pa ne samo po hierarhični lestvici, ampak biti boljši danes, kot pa smo bili včeraj. In zdaj, če v bistvu to podjetje teh kariernih poti ne omogoča, potem seveda izgublja kader oziroma imajo zelo veliko fluktuacijo. Grejo rajši tja, ker bodo to možnost imeli. Kar se pa tiče posameznika, tukaj pa bolj potem pride v poštev karierni coaching, temu rečemo. Se pravi, posameznik predstavi svoje izzive in tako naprej in potem dejansko v bistvu gradimo na tem, da nekako ga opolnomočimo za to, da potem nekako ve, kaj bi želel in da seveda tudi potem nekako tu se aktivira v tej smeri. In to je pa za posameznika kot takega. Vodja naj bo tudi coach. Ti prakticiraš to in ker imaš izkušnjo s vodenjem, to je še boljše, da lahko pri praktiku se naučiš. Ni samo pri teoretiku, ampak pri človeku, ki ima realne izkušnje v vodenju. Česa bo se naučil vodja pri tem programu? Vodja se prvi spozna, v bistvu, kakšna vloga vse kot menedžer mora upravljati. Ni samo coach, da povemo, pa tudi ni za vse coaching. Ampak v tem programu se prepoznavati vlogo coacha od ostalih vlog. Se pravi, kakšna je razlika tudi od ostalih vlog. To najprej za začetek, potem pa dejansko gremo kar pogledati, kje pa je coaching pri njegovem delu, torej pri vodenju uporaben. In to tudi prakticiramo. Zagotovo je uporaben pri podajanju povratne informacije, kar je ena izmed ključnih nalog vodje. Potem je v bistvu seveda pri, recimo, če kdo ne dosega pričakovane učinkovitosti, delovne uspešnosti, tudi seveda zelo uporaben coaching in potem treniramo tehnike coachinga. Se pravi, kakšne tehnike so pa zanj primerne. Tako da za njega so seveda druge tehnike primerne, kot pa recimo za profesionalnega coacha, da se razumemo, v bistvu, ker je to del njegove vloge, ki je ne opravlja zdaj 24 ur na dan, ampak v bistvu naj bi jo pa čim več opravljal, ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da coaching v bistvu zelo učinkovit in daje trajnostne rezultate. Lahko tudi en primer povem, ljudje, ali pa vodje, ki se utepajo oziroma se zelo borijo, da ne bi uporabljali coachinga, mogoče tudi zato, ker ga še ne znajo, imajo ponavadi kar hude težave z zaposlenimi v smislu, da jih nenehno sprašujejo, kako pa to narediti, kako pa to narediti, kako to narediti in tako naprej. In njemu zmanjka časa, da bi na vse ta vprašanja odgovoril. In velikokrat potem imamo opravka s tako imenovanim monkey managementom, ki nima časa, da bi odgovoril. Ravno o tem sem pomislila. In dejansko potem sam opravi, ker se mudi. Ampak to je začaran krog, tako ne bo nikoli ven prišel. Tako da se je treba vzeti čas pa opolnomočiti ljudi. V bistvu coachinga je, da jih opolnomočimo. Pa hkrati tudi, da čim manj svetujemo pri tem. To pomeni, da v bistvu, kot sem že prej rekla, posameznik bo veliko bolj prvič vesel, drugič pa tudi, ko bo sam našel odgovor na določen problem, bo ponosen nase in bo to tudi takoj udejanjil. Če bomo pa mi rekli, zdaj pa tako naredi, bo to doživel kot ukaz in po ukazu se ponavadi malo upiramo, ne najdemo tistega notranjega motiva, da bi to izpolnili, ko pa sami pridemo do rešitve, seveda bom to naredil, to sem jaz izumil, meni se je to priblisnilo v možganih in tako naprej. In to je to se mi zdi izjemno pomembno. In se pravi, dolgoročno daje rezultate, res pa je, da na začetku mogoče zahteva malo več časa.
Da se naučimo? Da se naučimo, ja. To pomeni, da se naučimo to prvič izvajati, pa da si upamo to tudi izvajati, ne. A veste, v bistvu tudi to je, mislim, zanimivo je to, no, da eni menedžerji so še vedno prepričani, da je njihova vloga, ne, v bistvu direktiva, se pravi, ne, biti direktiven, avtoritaren in tako naprej, vendarle pa v bistvu ne, njegova vloga je, da razvije svoje zaposlene, ker bo potem tudi on lažje živel. Jaz se tako vedno predstavljam, ne, pa tudi skušam razložiti ljudem. V bistvu, kam investira, ne, v bistvu svojim coachingom, recimo, da ne, čas in tehnike, ki jih mora poznati, ne, za coaching, dejansko v bistvu investira v svoje ljudi, ampak to je njegova, v bistvu, ne, to je njegovo premoženje, praktično, ne, ki jo lahko tako vzamemo, ne. V bistvu ti ljudje bodo potem prinesli, ne, dodatno, bojo povrnili to investicijo, ne, na ta način v bistvu mora gledati. Investicija se vedno povrne, ne, vendarle pa ne takoj mogoče, ne, ampak pač, ne, na dolgi rok pa, mislim, niti ne tako dolgi rok, ampak samo mora si upati to početi, ne. Je pa še mogoče tudi treba povedati pri tem, da niso pa vsi ljudje, temu rečemo coachable, ne. Ja, to je tudi majčkeno odvisno od zrelosti posameznika, ne, torej zaposlenega recimo, ne. Zdaj, če posameznik na precej nizki stopnji nekega razvoja oziroma znanja tudi, ne, ki ga potrebuje za delo, potem dejansko ta coaching pristop verjetno ne bo najbolje deloval, takrat on rabi mentorja, ne, mentorsko vlogo, takrat se recimo vodja gre v mentorsko vlogo. In v bistvu potem s časom, ne, lahko pride do te coaching vloge. Ampak danes, ne, v bistvu dejansko so ljudje že precej, bom rekla, usposobljeni, ne, znanje je dostopno povsod, ne, res, da bojo rabili nove, v bistvu veščine, jih bojo mogli tudi dograjevati, no tukaj pa dejansko je coaching najboljše orodje, ne, in je tudi najboljše razvojno orodje za menedžerje. Stres pod nadzorom, kaj bomo tu se naučili? Ja, Česa? Ja, v bistvu tukaj pa dejansko se naučimo prvič, ne, razumeti stres, ja, prepoznavati simptome stresa in seveda prepoznavati oziroma tudi predvsem tehnik, ki jih lahko izvajamo na delovnem mestu za to, da v bistvu kanaliziramo stres oziroma da ga v bistvu tudi premagujemo. Tako, predvsem to, in te tehnike so seveda zelo popularne, zato ker jih lahko delamo na delovnem mestu, ni treba zdaj iti, ne vem kam. In so različne, ne, od kognitivnih tehnik do v bistvu tehnik sproščanja, do seveda dihalnih tehnik tudi, ne. Tako da, ampak vse te tehnike, ki so danes nekako v veljavi in ki so res hitro dostopne, ne, hitro se lahko naučimo, hkrati pa ne potrebujemo veliko časa. Da dejansko doživljamo lahko, ne, v bistvu tudi pozitivni stres, ne, se to vemo, ne. Sprem, mi se bolj ukvarjamo s tem, da nekako saniramo ta negativni stres, pa še tukaj v bistvu imamo dve vrste stresa, eden, ki je res kroničen, ta je res nevaren, druge pa kratkotrajen stres, ne. In se znamo po tem kratkotrajnem stresu vrniti v normalno stanje, je zelo pomembno. Če pa smo že na poti kroničnega stresa, potem pa dejansko, ne, to pomeni tudi na poti izgorevanja, potem moramo pa to znati prepoznati, ne, po različnih simptomih in takoj odreagirati, ne, da res ne pride do izgorelosti, ker poznamo, ne, zgodbe o izgorelosti so silno nevarne, tako rekoč, ne, ljudje se po 2 leti vračajo, pa sploh nikoli ne vrnejo na delovno mesto po izgorelosti, tako da in ta sindrom vemo, da je kar, ne, močno prisoten, zato ker enostavno ne prepoznavamo pravočasno simptomov kroničnega stresa. Torej, ta delavnica lahko nam pomaga kot preprečevanje izgorelosti. In stresa seveda, ne, obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti. Well-being na delovnem mestu, kaj je dobro vedeti o preprečevanju mobinga? Kaj je to, kako to je prišlo v Sloveniji in kako smo začeli to raziskovati? Ja, zelo zanimivo, ne, kot sem že prej rekla, v bistvu sem po duši res raziskovalka. In leta 2002, ja, me je nagovorila ena v bistvu kadrovska strokovnjakinja, kadrovica iz Slovenije, ne bom zdaj imena govorila, in mi je rekla, če lahko pomagam, da pri njih se dogaja pač nekaj čudnega, ne. In sem rekla, ja, kaj se pa dogaja, ne, v bistvu. In potem sem res, malo smo že raziskovali skupaj in smo ugotovili izjemno par takih disfunkcionalnih razmerij, ne, bi lahko rekla. In potem smo se malo poglobili tudi v to, in smo ugotovili, da dejansko prihaja do psihičnega čustvenega nasilja, ne, v določeni pač ekipi, no, bilo takrat, ne. In potem sem jaz pač malo še raziskala po svetu in sem hitro ugotovila, da za to že obstaja izraz, ne, in se mu reče mobbing. Se pravi, v bistvu končni namen, ne, mobbinga naj bi bil izriniti nekoga iz delovnega okolja, ne. In potem sem v bistvu prvo raziskavo v Sloveniji naredila
In sem ugotovila, da je pravzaprav v Sloveniji takrat izraz sploh še ni bil niti poznan. Tudi ko smo ga opisali, kaj to je v bistvu samo 2,3% vprašanih odgovorilo, da mogoče pa je že kdaj doživelo obliko mobinga. Še rekla, no to pa v tako lepi državi, na družbi živimo, vendar ni bilo tako. Ljudje v bistvu niso ozavestili, da to pravzaprav ni dovoljeno. In tako rekoč, v bistvu, in potem so me povabili k snovanju definicije mobinga v Zakonu o delovnih razmerjih, tako da v bistvu je tudi tam del moje definicije, nekako v tem zakonu še danes velja. In smo začeli tudi usposabljati tako imenovane zaupnike za preprečevanje mobinga. To so pa ljudje, ki danes dejansko v bistvu so nekako odgovorni, pač so neki zaupniki zaposlenih, k katerim lahko pridejo ljudje in jim se zaupajo, kaj se mogoče dogaja, in zaupnik jim pomaga prepoznati, ali gre res za mobing ali gre mogoče tudi za kakšno neprijetno situacijo na delovnem mestu. Tako da v tem recimo tečaju ljudje spoznajo oziroma pač je namenjene tudi splošni populaciji, če kdo želi, in tudi nekaj takih seveda je ponavadi, zato ker v bistvu nekako pridejo ljudje mogoče z izkušnjo mobinga, pa se prepričata, je to ali ni bilo. In po drugi strani pa pretežno namenjen pač organizacijam in tistim, ki naj bi preventivno skrbeli, da se do tega ne bi prihajalo. In v tem tečaju se pač se naučimo prepoznavati, katera dejanja nedvoumno uvrščamo v mobing, katera pa tudi ne, ker je kar precej zopet stereotipnega razmišljanja pa malo zmede na tem področju. Potem pa dejansko v bistvu, kako recimo se pogovarjati z človekom, ki recimo pride do takega zaupnika in ga sprašuje o teh stvareh, se pravi vodenje nekega svetovalnega pogovora, pa tudi dejansko kakšna preventiva v bistvu bi bila smiselna, da se uvede v organizacijo, da do tega ne bi prihajalo, in tudi kako se rešuje posamične prepoznane primere. Tako da bom rekla, od upravljanja tega problema do vse tudi pravnega reševanja. To je že tako kar napredno za podjetja, da oni se razvijajo na tak način, da lahko tako temo, tako delavnico si naročijo. Torej, to je že tako o podjetju govori kot o res odgovornem. Ja, podjetja tudi velikokrat koristijo tako mogoče malo krajše delavnice, ker pa ozavestijo zaposlene, kaj to je pa kaj to ni. Mobing, ker moramo vedeti, da v bistvu večji del v bistvu izkazanih primerov mobinga se dogaja na horizontalni ravni. Se pravi med sodelavci. In tudi oni morajo vedeti, kaj ni dovoljeno in kaj mogoče v bistvu gre v kakšno neprijetno situacijo prepoznati, da to še vendarle ni mobing. Po drugi strani pa v bistvu dejansko da vejo, da kaj pa se res ne počne. Ti si vedno tako stilna in vedno stilno izgledaš. V čem pa je skrivnost tvojega stila? Zanimivo, da v bistvu v najstniških časih sem v bistvu precej črno barvo nosila. A res? Ja, tako da pa je neka moda in tako naprej. Potem sem pa nisem želela več, so se mi priljubile barve razne. Še danes imam zelo rada različne barve. Tako da, kar se pa tega tiče, je pa kar samo po sebi prišlo. Recimo, ko si nekaj zamislim, ponovadi si najprej zamislim, kaj bi rada imela oblečeno. In verjeli ali pa ne, potem nekako v bistvu me pot odnese do sigurno kakšne, ali pa mimo kakšne izložbe, ker jaz točno to vidim, kar sem želela. Tako da malo ne znam prav dobro pojasniti, pa dejansko se mi to dogaja. Ko sem nekako zamislila, zdaj bi imela pa nekaj rumenega, zato ta dogodek bo v rumeni barvi, recimo, podobnega. Zagotovo nekaj najdem, če že nimam doma, nekaj najdem, tako rekoč. Tako da, drugače pa rada eksperimentiram z barvami, mislim, da je to super dobro vpliva na naše razpoloženje. A še vprašanje, imaš tako veliko hobi, potapljanje, hodiš v hribe, tenis? Še zdaj obstaja ali ne? Ping-pong igram, se pravi, na mizni tenis igram v bistvu kreativno, se pravi. Drugače pa hribe, pa kar resno hodim, zdaj sem se lotila celo alpinističnega tečaja, tako da najprej sem hodila v hribe, zdaj sem pa učila, kako hoditi v hribe, da se prav naučim, ampak skratka, bolj zaradi lastne varnosti, ker dejansko v bistvu grem tudi na kakšnega 5000, 6000 in pa tudi to ledno plezanje, pa bi res rada tako varno plezala. Zelo aktivna in to tudi zelo navdihuje. In knjige, ne morem je vprašati o knjigah. Ali rada bereš?
Tako da trenutno berem knjigo s mojega kolega, v bistvu Zadihaj. To, ki on je ti podaril. Tako, dr. Milan Hosta, res izjemno delo, ne, tudi poigravanje z jezikom je neverjetno, ne, tako da res uživam, ne, v tej knjigi, ja. V bistvu rada berem, še raje pišem, no, tako rekoč, ja. Ali to te je kar tak navdihnilo in si napisala kar v kratkem času, ali kot Richard Strauss vsak dan ob 9 zjutraj je sedel in pol urce pisal glasbo, torej mogoče je taka disciplina. Kakšen stil pisanja je pri tebi? Ja, pri meni je kar v bistvu bolj impulzivno pisanje, ne, ko nekaj rabim, pa ko sem mogoče včasih celo malo tako konstruktivno jezna, da ničesar ne obstaja, jaz pa to potrebujem vsak dan pri delu, potem nekako, ne, v bistvu se spravim in to kakšno stvar napišem, ne, v bistvu potem recimo tako je nastal priročnik, ne, 40 sodobnih učnih metod, ne. Ker me je majčkeno pojezilo, ne, da smo samo predavanja vedno imeli, pa mislim, ne, da sem jih jaz izvajala že na fakulteti, me je to pojezilo, ne, samo predavanje, ne, v bistvu in dolg čas, ne, in tako naprej, pa se postaja še kaj drugega, ne. In potem sem se začela malo brskati in tako nastala tudi ta, ne, v bistvu knjiga. Potem v bistvu več je teh poslovnih knjig, ne, tudi monografij, tudi na temo učenja, na temo reševanja konfliktov, na temo stresa. Tako da ta dela so nastale več ali manj tudi iz delavnic, ne, na podlagi izkušenj iz delavnic, kot nekaj vrste tudi gradivo, kot knjiga, ne, lahko smatramo tudi kot učbenik, čeprav je širše tudi uporabna. Tako da, ja, najdlje je nastajalo pravzaprav delo v bistvu kariera kot dialog med organizacijo in posameznikom. To pa zaradi tega, ker je v bistvu takrat sem imela neko staro pojmovanje kariere še in nisem padla v ta šlos, kariera, ne. In v bistvu sem odkrivala pol cele nove dimenzije in se je to hitro vse skupaj spreminjalo, da sem potem naredila eno longitudinalno raziskavo, ki je pa trajala v bistvu 3 leta, ne, in ta knjiga tudi nastajala potem 3 leta, ne, oziroma 4 leta, no, praktično že skoraj, ne, ker smo še treba bilo raziskavo zaključiti. Se pravi, longitudinalna raziskava pomeni, da sem jaz enake ljudi, ne, intervjuvala, iste ljudi, kot sem jih pred 4 leti in dejansko tam sem ugotovila, no, da se karierna sidra recimo ne spreminjajo več, ne, po nekih, ne, prvih 6 letih delovnih izkušenj, ne, in sem to s tem tudi potrdila, ne. Tako da, ja, toliko se je hitro to področje spreminjalo takrat, da je bilo res zabavno, no, gledati. In zadnje vprašanje, kakšne so tvoje najljubše filme in zakaj te so pritegnili? Ja, v bistvu, zdaj se najprej mi je prišlo na misel The Physician, film, v bistvu to je film o arabskem zdravniku, ki je prvi v bistvu operiral slepič. In prvič zelo veliko takih poučnih naukov, no, lahko razberemo iz tega filma. Prvič to, da nikoli ne odnehaj, ko nekaj raziskuješ, tako jaz sem kar simpatizirala s tem človekom, ki ima res ogromno težav, ne, da v bistvu je to raziskoval, ker takrat niso smeli rezati telesa in tako naprej, ne. In je potem nekako ne do teh v bistvu bolnike, ki so umirali, vprašal, če lahko, ne, v bistvu, ko umrejo, ne, v bistvu raziskuje na njih in tisti, ki so mu dovolili, na tistih je potem raziskoval. Tako da prav zanimivo. In pa, ja, seveda tudi to, no, da tisti film tudi govori o tem, da je treba, če že pomagamo, da je treba znati pomagati na pravi način. Ja. To je tako zelo življenjsko spoznanje, ne. Mi ponavadi vsi radi pomagamo, vendar pa ne vprašanje, če so naši nameni, da res tja vodijo, kamor mi želimo, ne. Tako da vedno pomagamo na način, da vprašamo, kako lahko pomagamo, ne. Ali pa da, če posameznik reče, da ne moremo pomagati, da ne silimo, ne, svoje pomoči. Ja. Zelo pomembno in to je prakticiral tudi ta, nasploh je arabsko zdravstvo tako prakticiralo, recimo so vprašali bolnika, vam lahko sezujemo čevlje, in če je rekel posameznik ne, niso smeli, ne, tako vse so delali z dovoljenjem, ne. Tako zelo tako globoko, no, spoznanje, ne, o tem, kako resnično lahko pomagamo ljudem, ne, da bo ta pomoč potem tudi zalegla. Tako da, to je eden tak, no, ko se mi je zelo globoko vtisnil v spomin. Po drugi strani so mi pa všeč tudi taki, mogoče malo, filmi, ki ti dajo za razmišljati, ne.
kaj je bilo in kaj mogoče tudi bo. Ne? V bistvu od takih skrivnostnih filmov, kot so skrivnosti, kot je Gospodar prstanov, Avatar in tako malo fantazijski. Ampak jaz kar nekako se v bistvu najdem v teh zgodbah ali pa v bistvu nekako vidim lahko svet, ne? Skozi te njihove oči oziroma skozi njihove zgodbe. Ja, neke nauke iščemo, neka sporočila iščemo v filmu. Ne? Sem tako uživala v pogovoru s teboj in najlepša hvala tebi in za iskrenost in za informacijo. Hvala, Hvala za lepa. povabilo, tako da sem tudi uživala. In upam, da ste dobili res prijeten občutek od najnega pogovora z Danielo. Zdaj pa malo več ste izvedli o programih, ki jih izvaja Inštitut Sofos, o Danieli kot об osebi. Bi želela vam priporočati, da malo pogledate, pobrskate o programih Inštituta Sofos. Mogoče boste kaj našli za svoje podjetje. In če še ne veste, kaj bi točno lahko organiziramo, ker jaz organiziram dogodke, izobraževalne dogodke za podjetja, lahko naredimo kakšen miks samo za vaše podjetje.